Nam je žal, da je zbirateljem podpisov za razpis zakonodajnega referenduma za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja s takim zelo manipulativnim pristopom, ki je temeljil na lažnivi interpretaciji zakona. Jaz sem prepričana, da z namenom, da spodbudi strah v ljudeh, da jim je uspelo zmanipulirati pravzaprav toliko ljudi, da imajo dovolj glasov, da moramo iti ponovno na referendum. Zakon je vse kaj drugega kot to, kar so predstavljali. Ne gre za nobeno zastrupljanje, ne gre za nobeno ubijanje, gre za sočutje, za spoštovanje in za dostojanstvo. Tudi do tistih, ki ob koncu svojega življenja res neznosno trpijo in prosijo tudi nas zakonodajalce, da država jih ne pusti na cedilu. Mi pripravljalci zakona smo se zelo trudili, da smo upoštevali praktično vse pripombe, ki smo jih dobili na prvi zakon, vse pripombe in strahove, ki so jih izrazili ljudje tudi v času prvega posvetovalnega referenduma. Zato v tem zakonu ni ne evtanazije, in je poln res varovalk, veliko korakov, ravno zaradi tega, da ne pride do zlorabe. Varovalk je toliko, kolikor je še mogoče, da se lahko postopek izpelje na željo nekoga, ki trpi. Zbiratelji so, če začnemo od Princa, verskih vodij, strank SDS, Nove Slovenije, njihovih satelitov, raznih združenj, se res potrudili, so se mogli kar potruditi, da so zbrali podpise, in jaz mislim, da so res gladko ignorirali večino, ki je izrazila svojo voljo na predhodnem posvetovalnem referendumu, ampak to je pač demokracija. Zdaj bomo, in pozivam vse ljudi dobre volje, vse svobodomiselne ljudi, vse ljudi, ki so sočutni in ki razumejo, da dodatno možnost ne pomeni jemanja nekomu pravic, ampak jih dodaja. Vsi, ki to razumemo, bomo mogli iti še enkrat na referendum. In to bo zdaj res to, kar razumemo in dostikrat razlagamo, da je referendum volja ljudi. Zdaj bo res prav vsak glas odločal o tem, ali bo zakon, ki smo ga že sprejeli v Državnem zboru, veljal ali ne bo. In zato se bomo pač morali aktivirati, tisti, ki čutimo, da bi radi živeli v državi, ki bo ob res groznih stiskah, takrat, ko so vse druge možnosti izčrpane, in ko nekdo prosi za pomoč, da bomo živeli v državi, ki bo znala ponuditi roko in prišla na pomoč. In to je pravzaprav vse, kar lahko zdaj povem. Jaz mislim, da je pač, to je demokracija. Lahko, da smo že bili enkrat na referendumu, mi smo to voljo ljudi upoštevali, smo sprejeli zakon, zdaj bomo pač mogli ljudje še enkrat povedati, da to res želimo. In jaz vem, da v Sloveniji smo ljudje, ki tako čutimo in da smo v večini in da razumemo, zakaj gre pri dodatni izbiri, in jaz pač pozivam vse, da pridemo in o tem še enkrat odločimo.